Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o mobilnem neposrednem prenosu v živo. Trenutno je zelo odmevna nova mobilna aplikacija, ki se imenuje Periskop in je sedaj v lasti družbe Twitter. Začela jo je pa razvijati druga družba. In ta aplikacija omogoča, da se na mobilnih telefonih snema video v živo in se ga neposredno prenaša preko spleta. Vsi, ki se naložijo to aplikacijo, ta program na mobilni telefon, si torej lahko ogledajo, kdo na tem svetu, ki ima mobilni telefon z videokamero, povezavo v splet in preko te aplikacije, trenutno snema nek dogodek in ga v živo prenaša v splet. V trenutku lahko torej številni uporabniki gledajo skozi oči oziroma videokamero neke osebe na poljubnem delu tega sveta. Gre torej za neposredni video prenos, podobno kot poznamo neposredni televizijski prenos raznih dogodkov. Kaj ta aplikacija torej prinaša, kakšne novosti, kakšne posledice za družbo? Vsekakor gre tukaj za trend osebnega poročanja in osebnega kreiranja vsebin, ki nam ga omogoča informacijska tehnologija. Nekdaj so bili mediji, kot so radio, televizija, časopis, revije, tisti, ki so nam dostavljali neke informacije. Sedaj pa lahko preko računalnika vsak ustvari svoj blog, svoj spletni dnevnik, svojo spletno stran in na njem objavlja vsebine, ki jih sam kreira. Vsaka oseba je torej postala svoj medij. Do sedaj je tudi lahko vsak posnel svoj video, tako kot ga snemam trenutno jaz. Vendar moram ta video naprej posneti, potem pa šele kasneje naložiti na splet. Aplikacija Periskop pa omogoča, da se video takoj posname in prenaša v živo preko spleta. Poleg te aplikacije Periskop je obstajala še druga aplikacija, ki je prav tako omogočala enak video prenos v živo, vendar ni bilo možnosti, da se ta posnetek tudi shrani za kasnejši ogled. Twitterjev Periskop pa trenutno to omogoča. Trenutno, ko to snemam, omogoča snemanje samo vertikalnega videa, torej pokončnih videoposnetkov, kajti večina ljudi, ki ima mobilne telefone, drži telefon pokončno in potem seveda je tudi tak video namenjen, da se gleda preko mobilnih telefonov in raznih tablic, kot je iPad, v vertikalni poziciji. Predviden je tudi
da se bo naredila možnost snemanja videoposnetkov, ki so ležeči, da bo boljši ogled tudi preko računalniških ekranov, ki so vzdolžni, in mogoče se bo dodala še kakšna druga funkcija. No, kaj ta možnost snemanja videoposnetkov, kaj dejansko pomeni v družbi? Vsekakor gre tukaj za povečanje tega voyerstva, tega pojava gledanja v živo, torej neke vrste live šovov, resničnostnih šovov, ko ljudje gledajo, opazujejo realnost, brez da bi jo nekdo pripravil ali predelal ali zrežiral. Neposredni prenos videoposnetka seveda omogoča takojšnji prenos določenega dogodka, novic v živo, in na ta način se bo gotovo lahko tudi razkrinkal kakšen kriminal, se bo poročalo o kakšnih naravnih katastrofah, da se bo lahko takoj reagiralo in odpravilo neke težave v družbi. Je pa tukaj tudi možnost, da bodo nekateri ljudje razvili odvisnost od gledanja teh posnetkov, podobno kot so tudi nekateri odvisni od gledanja filmov ali igranja igric. Vsekakor pa osebno priporočam, da se tovrstno tehnologijo uporablja za to, da se izboljšajo razmere na svetu. Da vsak uporabnik naprej vpraša samega sebe, kako lahko to informacijsko tehnologijo uporabim, ne zgolj za lastno zadovoljitev, zato da čustveno uživamo v nekih občutkih, da se naslajamo ob gledanju drugih, še posebej, ko vidimo, da nekdo trpi, da je v konfliktu, ampak da uporabimo to kot podporno orodje za to, da izboljšamo kvaliteto naše družbe. Da torej ne postanemo zasvojeni z vso to tehnologijo, ki nam omogoča dostop do vse večje količine informacij, temveč da po zdravi pameti postavljamo življenjske prioritete in da si namenimo omejeno količino časa za proučevanje teh informacij in opazovanje dogodkov, od katerih se bomo lahko naučili ter izpopolnjevali. Toliko za enkrat glede tega. Lepo se imejte in nasvidenje.